Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič iz Intelektuma in za vas izdelam spletno stran, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. Odslej vas bom vsako sredo ob 10. zjutraj opremljala z informacijami, ki jih potrebujete, če razmišljate o tem, da vaše podjetje potrebuje profesionalno spletno stran in pa skozi celotno dobo obstoja vaše spletne strani. Danes želim vsem, ki razmišljate o tem, da je mogoče čas za spletno stran, pa še imate kakšne zadržke, pomisleke, dvome in se nikakor ne uspete spustiti v ta projekt, pojasniti, kdaj je dejansko pravi čas za izdelavo spletne strani in kdaj dejansko ni. Zdaj seveda, kot izdelovalka spletnih strani, bi jaz morala svetu trditi, da spletna stran mora biti takoj in takoj vrhunska in ne vem kaj, ampak s tem bi se ful debelo zlagala in dejansko se že vsi zavedamo, da temu ni tako. Enostavno sta dva razloga, zaradi katerih ne more biti spletna stran prva misel, ki jo imamo, ko odpremo podjetje. Prvi je to, da gre tu za prevelike investicije, da bi kar naslepo, ko še ne vemo, a bo naše podjetje, a bo naš produkt sploh pil vodo, a bomo mi sposobni biti podjetniki, vlagati tak denar v spletno stran v bistvu ni smiselno. Druga stvar pa je, da lahko mi postavimo res dobro spletno stran, moramo imeti že eno kopico informacij o sebi, o podjetju, o konkurenci, o strankah, in brez teh informacij spletna stran enostavno ne more delati to, kar vi želite, ker je ne boste mogli prilagoditi vsem tem okoliščinam, ki vas obdajajo v podjetniškem svetu. In tako potem spletna stran, če bi nastala brez upoštevanja nekih določenih informacij, bi bila sem za kratek rok, bi bila sama sebi namen in tako naprej, tako da v bistvu čist na začetku, ko še nimamo teh informacij, ne moremo, da pa te informacije pridobimo, moramo pa nekaj časa delati, spoznavati ljudi okoli sebe, torej in dobavitelje, stranke, sebe kot podjetnika, tako da iz teh dveh razlogov ne moremo se takoj spustiti v nek projekt drage izdelave spletne strani. Ok, so pri tem tudi neke izjeme, recimo, če se vaše podjetje ukvarja z neko prodajo, distribucijo nekih izdelkov, ki jih boste izključno po spletu prodajali, seveda nujno rabite takoj spletno trgovino, da pustimo zdaj take primere in se osredotočimo na tiste običajne primere, ko večinoma nekako prve stranke pridobivamo in čisto drugače, ne preko spletne strani, se osredotočimo na socialna omrežja, tam gradimo neko skupnost. Torej, da gremo zdaj na bistvo tega celotnega videa, torej, kdaj pa je pravi čas za postavitev spletne strani. Zdaj, prvo, kar je treba razumeti, je, da to, kdaj je pravi čas, ne moremo posplošiti na vsa podjetja naenkrat, zato ker je to odvisno od cele kopice enih faktorjev, ki jih bom pa zdaj v nadaljevanju razložila. Zdaj, prvi faktor odločitve, ali se boste lotili zdaj izdelave spletne strani ali ne, je to, ali imate vi čas za to, energijo in pa ali se ukvarjate z nekimi drugimi večjimi stvarmi v tem času. Zdaj, vprašajte se, kako trenutno izgleda vaš vsak dan. A je že zdaj do konca zafilan in dejansko nimate kje žrtvovati kakšne ure, dveh na dan, da bi ustvarjali materiale za spletno stran. Ker ne glede na to, da boste vi spletno stran zaupali v izdelavo nekemu strokovnjaku, materiale mu boste še vedno morali dostaviti vi. Kakorkoli drugače bo, če se boste vi odločili nekomu drugemu dati pisati tekste za vašo spletno stran, se lahko zanesete, da to ne bo v redu. Tako da tu boste morali vi vložiti čas. Vložiti boste mogli čas in denar tudi v to, da boste najeli mogoče fotografa, da bo kakšne profesionalne fotografije vas naredil, ali ekipe, ali vaših poslovnih prostorov, kakorkoli, glede na to, kaj želite dati na spletno stran. Ampak definitivno je treba imeti čas in morate tudi sodelovati z izdelovalcem, potrjevati faze, gledati dizajne in tako naprej. Vi se morate strinjati z vsako stvarjo, ko jo izdelovalec naredi, in enostavno v to gre ogromno časa. In, kako jaz pravim, spletna stran naj bo, ko ste v fazi izdelave spletne strani, ne glede na to, jo delate sami ali jo dela neki strokovnjak, naj bo to edina dodatna stvar, poleg teh vsakdanjih opravil, ki jih imate, torej opravljena dela za svoje stranke. V tistem času bo verjetno mogoče trpela malo administracija, še posebej zdaj, če niste veliko podjetje, če ste mogoče še vedno one man band,
tisti čas bojo trpela določena opravila, mogoče malo zasebno življenje, ker boste mogoče svoj prosti čas tej namenili za pripravo materialov, ampak definitivno se vprašajte, a imate ta čas. Torej, če imate čas vsaj en mesec, da lahko vsakodnevno greste stran od svojega dela za kakšno urco, pa kaj naredite, to je v redu. Če ne, se bo projekt razvlekel nenormalno ali pa celo ne bo nič iz njega, ker pač enostavno ne boste prišli do časa, da bi stvari pripravili. Drugi faktor odločitve, ali je čas za izdelavo spletne strani ali ne, je razvitost vaše ponudbe. Zdaj, ko govorimo o spletnih straneh, ki resnično delajo tisto, za kar jih postavimo, torej izpolnjujejo svoje cilje, je zelo pomembno, da je vaša ponudba že zelo jasna in fiksna. Vi morate poznati svoj produkt, sicer ga ne boste mogli ustrezno predstaviti. In vedeti morate tudi, kaj je tisto na vašem produktu, kar ljudje kupujejo, kaj je tista vaša konkurenčna prednost, ker to boste najbolj izpostavljali na spletni strani. Kakorkoli boste drugače zapakirali, pač stvar ne bo pila vode in bo v bistvu jo boste v zelo kratkem času spreminjali. Torej, vi morate svoj produkt zelo dobro poznati. To je namreč tisto, kar se potem izpostavlja na vaši spletni strani. Potem tretji faktor odločitve o tem, ali je čas za izdelavo spletne strani ali ne, je vaša vizualna podoba. Ja, v bistvu, ko se vi lotite spletne strani, se je morate lotiti v nekem dizajnerskem okviru, ali kako bi temu rekli. Torej, imate neke svoj logotip, pisave, barve, neke grafike, ki jih uporabljate, in to mora biti enotno. Zdaj pa, lahko si čas, ko spletno stran izdelujete, izkoristite tudi kot priložnost za redizajn celotnega brenda. To pomeni, da preden naredite spletno stran, si date izdelati CGP oziroma si ga sami postavite, torej nek logotip, barve, pisave, oblike, ki jih boste uporabljali, da se to vse potem poenoti, tudi po socialnih omrežjih, po mailingih, vse posod, kjer pač zdaj uporabljate. Definitivno pa se ne sme zgoditi, oziroma pač drago bo pa časovno potratno, če bi se zgodilo, da boste vi postavili spletno stran, pol pa čez 3 mesece spreminjali neke vizualne elemente svojega brenda, da bi logotip čez 3 mesece spremenili, pa morate dejansko celo spletno stran prenoviti. In ni problem na socialnih omrežjih objave spremeniti čez noč. To lahko čez noč začnete drugače. Ko gre pa za spletno stran, morate pa ful vložiti časa ali denarja ali obojega, da naredite eno tako prenovo vizualno spletne strani. Tako da res razmislite, a imate vi neko fiksno vizualno podobo, ki bo potem držala, ali pa se odločite, da jo boste sedaj izdelali. Če tega ne bo, boste slej ko prej spreminjali spletno stran, ali pa še hujš, bo vaša spletna stran izgledala čisto drugače kot vsi vaši ostali kanali. Bog ne da, da se zgodi, da je na Facebooku drugačen logotip, kot pa na spletni strani ali kaj takega. Teda tole pazite. Naslednji faktor tega je čas za izdelavo spletne strani ali ne, je v bistvu poznavanje vaše ciljne skupine. Torej, ko postavljate spletno stran, morate res natančno poznati svojo ciljno skupino, to ciljno skupino, ki bo vašo spletno stran dejansko obiskovala oziroma želite, da jo obiskuje. Tem ciljnim skupinam boste namreč na spletni strani prilagajali vse od A do Ž, torej in dizajn, in uporabniško izkušnjo, funkcionalnosti, ki jih boste vključili, to bo vse vezano na vašo ciljno skupino. Če svoje ciljne skupine ne boste odlično poznali, se bo po vsej verjetnosti zgodilo, da boste imeli na spletni strani stvari, ki bodo same sebi namen, torej jih noben ne bo uporabljal, ali pa še huje, da na spletni strani ne bo nečesa, kar se nujno potrebuje, kar vaši sledilci dejansko rabijo, da kupijo pri vas, da dejansko naredijo tisto, za kar ste spletno stran postavili. Zdaj, vzemimo si en primer. Vi recimo lahko imate ful talent za pisanje in imate ogromno idej, kaj vse bi lahko pisali na vaši spletni strani, v blogu ali kakorkoli. A na drugi strani je v resnici vaša ciljna skupina taka, ki ne mara brati, ampak ima raje videa, vi imate pa šilico za pisanje. In bolj vi ful vlagate časa v neko pisanje blog zapisov in ne vem kaj, in čez čas ugotovite, da to dejansko nihče ne bere, pogledate pa pol konkurenco in vidite, da snemajo ful video in njihove videe ful gledajo. Tako da se izognete takim primerom,
je pač treba prej že ciljno skupino poznati. Vi morate vedeti, kaj vaša ciljna skupina dejansko želi na vaši spletni strani in narediti tisto. Ne vse ostalo, kar se pač vam zdi, da lahko date in se vam fajn zdi. Ker prevzgajati publiko je praktično nemogoče. En izredno pomemben faktor pri odločitvi o tem, ali je čas za izdelavo spletne strani ali ne, je seveda razpoložljivost financ. Logično, Zdaj, izdelava spletne strani, če hočemo, da je res to, kar mora biti, lahko da bo zelo draga. Čisto odvisno od tega, kakšne funkcionalnosti boste vi potrebovali in tako naprej. Zdaj, v procesu nekega raziskovanja, preden se fiks odločite, da boste pa spletno stran postavili, in tako ugotovite, kakšna bi vaša spletna stran morala biti. Zato greste tudi raziskati konkurenco, kaj ima konkurenca in kaj pri njih laufa in tako naprej. In med svojimi sledilci povprašate, kaj oni mislijo, da bi jim ful prav prišlo, da bi lažje kupovali, kaj potrebujejo, da se bojo lažje odločili za nakup in tako naprej. Vi pač te stvari ugotovite in potem lahko date delati pač neke ponudbe, kakorkoli, in vidite, a je to znotraj nekega budžeta, ki ga vi imate ali ne. Zdaj pa, ko naletite na primer, ko za vaš budžet ne bi mogli narediti spletne strani, ki bi morala biti, imate pač dve izbiri. Lahko greste v izdelavo z nekim bolj dolgoročnim partnerjem, se pa zanesete na nekoga, da bo dolgoročno z vami in v štartu postavite neko osnovo, na kateri se da potem graditi. Seveda je tu treba potem ves čas izdelave spletne strani razmišljati na dolgi rok, kaj pa bo še, zato ker je treba v osnovi izbrati orodja, ki se bodo skladala potem z vašim dolgoročnim načrtom, ne samo s tistim kratkoročnim, kaj bo na začetku. Imate pa drugo varianto, da enostavno počakate še nekaj časa in se potem lotite izdelave spletne strani na veliko, tako kot je treba. Zdaj, seveda, nekateri posli imajo srečo, da so v njihovih poslih pač smiselne samo predstavitvene spletne strani, tako eni recimo, ne vem, pravniki, notari, taki, oni rabijo samo eno malo vizitkico, ki si jo lahko sami naredijo, če želijo, kakorkoli, Zdaj pa, če ste pa vi neko bolj kompleksno podjetje, da bi vi radi celo spletne tečaje prodali na svoji spletni strani ali kakorkoli, so pa to že bolj kompleksne stvari, pa če želite prodajati stvari, pa če želite omogočiti neke, ne vem, mogoče omejevanje dostopa do vsebin na podlagi registracij na spletni stran, pa to so pač malo dražje potem investicije, za katere se splača malenkost počakati, da jih izvedete v redu. Ker na koncu tudi lahko pogosto pride do tega, da ja, vi se lotite in vključite vse tisto, kar želite, ampak je pa izvedeno na pol. In mogoče zgleda ne tako, kot bi moralo, mogoče deluje ne čisto vse tako, kot bi moralo, in pol spet nismo zadovoljni, in pol spet čez nekaj časa spet na novo delamo in si dejansko naredimo dvojni strošek. Tako da sam dobro razmislite, a imate trenutno sredstva za to, a imate mogoče ne samo denar, a imate človeka, ste našli človeka, ki bo z vami res ostal na dolgi rok. Torej, največji problem pri izdelavi spletnih strani je to, da pač izdelovalci izdelajo spletno stran, pol pa zginejo. Ogromno je takih, žal. Malo nas je pa takih, ki izdelamo spletno stran in potem spremljamo stranko, ves čas in ko nas potrebuje, smo še vedno tam. Takih nas je malo, onih, ki zginejo pa hitro, je pa veliko. Tako da le prepričite se, s kom sodelujete, če se tega lotite, in se potem lahko zanesete, da vam bo na dolgi rok stvari postavil tako, kot je treba. Takle, mislim, da sem zajela tiste vse najpomembnejše faktorje odločitve o tem, ali je pravi čas za izdelavo spletne strani ali ne. Upam, da sem vam s tem pomagala. Naslednji teden bom pa v videu, spet v sredo ob 10, spregovorila o tem, ali lahko spletno stran mogoče postavite sami. Zdaj vemo, da prva misel vsaj vsakega malega podjetnika je, ko začne razmišljati o tem, da rabi spletno stran, je to, da a si jo lahko mogoče postavi sam ali bo to prineslo ful težav. In na ta vprašanja bom odgovarjala naslednji teden. Zdaj, če imate kako vprašanje glede pravega časa za izdelavo spletne strani, dajte mi komentar napisati, z veseljem vam bom odgovorila, tekom dneva, jutri, kakorkoli. In pa, če pa me potrebujete pri izdelavi spletne strani ali čemurkoli drugim, sem vam na voljo, lahko me v zasebca kar kontaktirate.
lahko mi pišete na info@intellectum.si, lahko me pokličete, vsi neki podatki so neki okrog videa ali pa link do moje spletne strani intellectum.si, da si o meni preberete več in se mogoče odločite, če bi želeli z mano sodelovati. Tako, se vidimo naslednjo sredo, jaz se že veselim in upam, da se pridružite v še večjem številu. Bodite lepo, čau, čau!